Ja, to je to, Eva, ta moja dualnost, ti dve zapestnici, Evo, prej Jure rekel, da mu je všeč ta kamenčki, ne? Mene pa je ta kao malo bolj mačo, neke vrste boksarska, mornarska, ne? To je taka moja dualnost, ne? Za mene je to hipsterska. Na tvoje Hipsterska, okej, cool. Nisem še Ja, vedno se nekaj tudi mornarja. hipsterstvo ima precej elementov tega metroseksualnosti v bistvu, neke vrste, ne? Nekega sprejemanja, nekega uniseksa, ne? Prej si govoril, da si dal nemški pevki tako zapestnico črno. A ja, Lee Rock sem dal, ja. V Londonu smo imeli na enem koncertu. Lee Rock. Ena naša skupina je imela promocijo in je prišla Lija in je bila oblečena čisto v črno. Zelo lepa ženska. In tako duhovno, duševno in kot telesno. In je bila čisto črno oblečena in sem mi rekel, ti si pa naga. Rekla, zakaj? Sem rekel, nimaš mega nakita. In sem ji to zapestnico potem dal in jo je tudi uporabila v videospotu, potem, ko je snemala Hounda. Videospot za komad Hound. Hound, ja. Nekaj sem že čul za to pevko. Lia Rock, ne fajn. Taka, jaz ne rad rečem, da je nemška Lady Gaga. Celo na lestvicah je bila s par komadi in je vredna, fejženska je. In ja, je bil tak dogodek prijeten, ko nekomu nekaj daš, ne? Pa se potem to oplemeniti. Celo finančno se mi je oplemenitilo. Pred 2 letoma, ko sem potem bil v bolnici, ko sem imel raka, pa sem rabil denar za neka biološka zdravila, naravna, mi je celo nakazala 250 €. Teda zapestnica za 5 funtov je bila dobro naučena. Pa to ni bil prvotni namen, seveda, ne? Zanimivo. Pa se je izkazalo kot dobro. Kako si to sploh videl? Pa če gledal si videospot, pa si jo opazil, kaj? Ne, ona je tudi za našo firmo, sodelovali smo. Okej. Pa je bila povabljena na tisto promocijo, ja. Viš, ker jaz ne bi nikoli opazil v videospotu, da ima nekdo za pesnico, razen če je res grda. Hvala. No, nisem opazil, tako da pohvalim. Ne, hec je namreč v tem, ne, da jaz imam neko estetiko, opažam, ne, tudi ko delam te moje outfite, kostume, znam pretiravati, ampak do te mere pretiravam, da je še zmeraj zanimivo pa sprejemljivo, ne. Nikoli ne, pa redko, da grem čez mejo, ne. Grem pa tudi. Ja, no, spet odvisno, kje so meje, za koga. Ja. Zdaj se recimo v salonu sem tudi oddajal moje outfite, moje cunje, sem se znebil nekaterih stvari, ne, ker sem imel občutek, da je to neka stara energija, ki se jo moram znebiti, ne, tudi fizično. Poleg tega, da sem imel tudi dieto vegetarijansko. In ko sem se teh kostumov hotel znebiti, vsi enostavno niso šli. Šlo je nekaj velikih glavnih kosov, potem pa sem dobil občutek, da pa vsemu ni treba iti. Da pa vse iz moje preteklosti ni tako slabo bilo, da bi moral se vsemu odpovedati, pa se vsega znebiti, ne. Da nekaj stvari bo ostalo. To pa sem dobil iz pogovora z človekom v salonu, ko sem ga vprašal tudi, ne, s čim bi se ti ukvarjal, česa bi se lotil, kaj bi odpravil, ne. In je rekel možakar 60 let. In rekel, da bi se pa moje arogance znebil, ne. In pa smo debatirali o Angliji, ko je živel gor nekaj časa. In pol na koncu sem rekel, veš kaj, jaz se tudi tega perja moram mojega znebiti, ne, ko ga sem skreiral. In je rekel, veš kaj, vsak se sam odloči, če lahko perje nosi. Je rekel, v naravi so v večini živalskih vrst samci dosti bolj kičasti pa okraclani kot samice, ne. Kar je v določeni meri res, ne. Pri človeku pa smo malo zasukali. Čeprav je tudi včasih bilo drugače, ne. So tudi moški imeli zelo očitna obeležja moškosti, ne. V različnih kulturah sploh. Kultura, seveda, ne. Indijanci, recimo, ne, severne pa južnoameriški, ne. Še njihovo perje pa dekoracije, ne. Tudi obrazne kot Maori, tatuji maorski, ne. Včeraj smo se to pogovarjali, z Juretom. Kaj so pomenili, ne, da bolj, ko si bil priznan v družbi, več tatujev si imel. Eden najboljših, filmov, ki je najbolj vplival name, je bil prav novozelandski film Nekoč so bili bojevniki, Once Were Warriors. Fuller film, ja. Celo plato sem si kupil CD, komade poslušal, na pamet sem se naučil pa stvari.
izredno me je zadeval. Drugi del niti ne, prvi pa je bil fantastičen. Fak, jaz to moram videti.